ta malo ga vzel. Jej. Opa, 30 metrov. Dobro jutro, oziroma ta snežni dan, ko Andrej Podbevšek postane pilot brezpilotnega zrakoplova oziroma drona. Ja, danes grem na agencijo za letalstvo delati izpit za drona, če me ne bo zasnežil. Res pada ka svina! Mislim, da sem najdu pravi naslov. Malo me še zmer boli trebuh, ko imam še šive not, ki jih dam v ponedeljek šele ven. Upam, da ne bom preveč zamudil, pa upam, da bom vsa vprašanja pravilno odgovoril. Držite pesti! To! Izpit sem naredil. Je kar težko, no, moram reči. Valjda nisem mogel ful snemati noter, ker pač ni etično, ali kva imajo lahko kakšne zadeve not, ki jih ne smem posneti. Tako da sem se odločil, da vam malo povem, kako je stvar izgledala, pa kako se pripraviš. Ja, za dron rabiš imeti izpit in vsakeč, ko greš letet, moraš najaviti ta let. Bolj je zaradi varnosti, ful je enih dron pravil, ki jih ne bom zdaj razlagal, bom pa dal linke v opis, sploh do tega dron biltena, ki je ful cool, lahko je na igrce isto igraš. Ko furaš drona, pa ti na easy pove, kakšna so ta osnovna pravila, 30 metrov stran od ljudi, 150 metrov visoko lahko letiš, kaj narediš, če pride helikopter, bla 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 bla. V glavnem, ful huda igrca, včeraj sem jo igral in samo eno vprašanje je bilo celo iz tega, ko sem se v igrci naučil. Ok, kako izgleda in koliko stane izpit za dron? Najprej, meni je 188 evrov, najprej se prijaviš, dobiš tak list, na listu piše, kakšno kodo imaš, ko greš pisati izpit. Pol se moraš pa naučiti ful enih zadev. Jaz sem si jih sprintal, zato ker mi je lažji, kakor brati z računalnika, čeprav nekaj tudi na netu, ko moraš gledati karte pa to, kaj je interaktivno, kar moraš sprintati. Kaj je gafor, kako izgledajo zračni prostori v Sloveniji, kje so letališča, kaj je kontrolna točka, kaj je terminal, tipi zračnega prostora. Ful je fajn si prebrati uredbo, ki je kar dolga, da vidiš vse, kaj smeš in kaj ne smeš. Jaz si ful rišem še zraven, ko se učim, zato da si lažje zapomnim. A se vidi, presvetljen. Evo, tako. Jaz upam, da se učim več folka, ki leti z dronom prijavili in naredili izpit. Ko sem ga jaz delal, kako izgleda izpit? Imaš 40 minut za 20 vprašanj. Zadnje vprašanje je tipa, ali lahko letiš na tej točki, dobiš koordinate, dobiš mapco in moraš pol pogledati, kje so te koordinati, tako da malo moraš vedeti, kako je razdeljena naša zemljica. Ful je zanimivo to, da pri 19. vprašanju nisem bil čisto ziher in sem kliknil nazaj, pa sem šel popravljati nazaj vprašanje in pol sem dobil drug
vprašanje za 19. oziroma za 20. tega o zemljepisni širini in kje lahko letiš. Tako da, mogoče tisti, ki delate, oziroma ko te šli delati izpit, en hint, probite, če je kakšno vprašanje vam res zakomplicira, ne ga odgovor takoj, pejte nazaj, pa pol pridite nazaj na ta vprašanje, pa se mogoče spremeni. Lahko do težji, lahko do lažji. 2 pred mano sta ruknila, en je imel 62%, enih je imel meni da nekih 50 in sem bil ful živčen. Za to, da opraviš izpit, rabiš 75%, jaz sem jih dosegel 77. Tako, za miši piši penis sem naredil izpit, ampak ga imam, tako da zdaj v bistvu lahko tudi najavim let in lahko brez slabe volje letim v Sloveniji, kjer prej nisem upal. V naslednjih vlogih več drone shotov. Ja, naročite se na moj vlog kanal, lajkite, šerite, če vam je zanimiv, če mislite, da se bo kdo kaj iz tega naučil, če so vam cool linki, jih poglejte, preberite si, igrajte igrico droni, pa ostanite z mano, no, ali kva, glejte me, kaj jaz ne delam to zaradi sebe, ker se mi res ne da montirati, jaz delam to za vas, dragi gledalci. Vas osrečujem, preveč dramatično. Pa, če kdo hoče drone operaterja zafotkati ali pa snemati zraka, I'm the guy. Tako da en zaključek vloga sem pa naredil še na licu mesta. Poglejte, ajde, čau. Lih kar sem naredil izpit za drone, tako da mi zdaj lahko rečete pilot. Brezpilotnega zrakoplova.